Pozdravljeni v uredništvu spletnega dela Delo.si v oddaji Gospodarstvo, kjer je po počitniškem premoru naš gost Uroš Ivanc, član uprave Zavarovalnice Triglav. Najprej pa bi gospoda Ivanca vprašali za kratek komentar včerajšnje razsodbe Evropskega sodišča v zvezi z primerom, ki je dobesedno povezan z Zavarovalnico Triglav. Gospod Ivanc, kakšen je vaš prvi odziv Zavarovalnice Triglav na to razsodbo Evropskega sodišča? Mi smo z to odločitvijo zadovoljni v tem smislu, da je bila dokaj hitro sprejeta. Je pa v zadevi odloča seveda Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ki je na Evropsko sodišče poslalo vprašanje v zvezi s tolmačenjem določenega dela direktive, ki se nanaša na to področje. Zdaj je v bistvu stvar na Vrhovnem sodišču, da dokončno odloči v tej zadevi in mi bomo vse odločitev Vrhovnega sodišča vsekakor spoštovali. To pomeni, da razsodba Evropskega sodišča še ni dokončna? Razsodba Evropskega sodišča je dokončna v smeri tolmačenja, ni pa dokončna v smislu, da bi učinkovala v pravnem redu v Republiki Sloveniji. Namreč, kakor se pač po prvih odzivih izdaje te razsodbe razlaga, je to lahko precedenčna, preferenčna razsodba v Evropski uniji, po kateri bi se potem pravzaprav morale v takih škodnih primerih, kot gre recimo v primeru Slovenije, ko se je pač oškodovanec s traktorjem poškodoval na lastnem dvorišču, za primer, ki ga bodo morale upoštevati vse evropske zavarovalnice. Tako, to je sigurno korak v smeri poenotenja evropskega pravnega reda, kar mi ocenjujemo, je tako tolmačenje tega posebnega izraza v direktivi, kot potem tudi posledično implementacija različna v zakonodajah posameznih držav članic Evropske unije. In zdaj, ko imamo to jasno tolmačenje, pričakujemo, da se bo skozi čas ta zadeva poenotila, s čimer se bo potem poenotil tudi zavarovalniški trg in posledično konkurenčno, pač enaki pogoji v konkurenci za vse družbe, ki poslujejo na območju Evropske unije. Omenili ste neki izraz, za kakšen izraz pa gre? Gre za tolmačenje tega, ali se pravi se škode, ki jih povzroči vozilo, v tem primeru pač delovni stroj, se pravi, se priznavajo, če se zgodijo samo v prometu ali se zgodijo tudi pri uporabi izven prometa. Tako da za samo specifiko točno delovnega izraza pa pač je prepodrobno po mojem, da bi se pogovarjali. Skratka, Zavarovalnica Triglav v tem primeru zdaj čaka na neko tolmačenje našega Vrhovnega sodišča? Ne tolmačenje, ampak dejansko odločitev, razsodbo. V bistvu si je po domače povedano Vrhovno sodišče zahtevalo razlago, torej kako se razlaga zapis v direktivi. Zdaj to pravilno razlago ima in ga lahko uporabi pri svojem odločanju in na podlagi tega bo sprejelo odločitev in izdalo sodbo. Tako. Če preideva zdaj k optimističnim razlogom za naš pogovor, v tem tednu je mednarodna revizorska hiša Deloitte objavila lestvice najboljših podjetij, 500 najboljših podjetij v Srednji Evropi in tudi 50 najboljših zavarovalnic v Srednji Evropi, ki je seveda veliko območje, saj sega od velike Poljske, Ukrajine in seveda tudi do nas. Na tej lestvici 50 najboljših zavarovalnic je na zelo zavidljivem, visokem mestu tudi skupina Triglav in sicer na 6. mestu. Kako spremljate tako visoko kotizacijo na tako prestižnih lestvicah? Ja, hvala. Zdaj jaz bi opozoril predvsem to, da ta lestvica predstavlja, se pravi, neko razporeditev družb na tem območju, ki ste ga omenila, po velikosti, torej po obsegu poslovanja. Torej, družbe, ki so visoko rangirane,
Tudi družbe, ki so pred nami na tej lestvici, še ne pomeni nujno, da so uspešnejše, boljše poslujejo, ampak pač imajo večji obseg poslovanja. Po drugi strani pa seveda velik obseg poslovanja pomeni določeno pomembnost v panogi, v regiji oziroma na trgih, kjer se nahajamo, in potrjuje to, kar nekako mi sami ocenjujemo in komuniciramo s vsemi svojimi deležniki, da smo zelo pomembna institucija v našem delu Evrope. Ne glede na to, ste vsekakor vsaj do 10. mesta videti največja zavarovalniška skupina na območju nekdanje Jugoslavije oziroma na Balkanu. Znano je, da si zavarovalnica Triglav prizadeva, da bi svojo prisotnost na tem velikem trgu še povečala, tudi recimo s prizadevanji za prevzem srbske zavarovalnice DDOR. Ali se tukaj ta naprezanja zavarovalnice Triglav kaj premikajo v to smer? Naša strategija je, tako kot ste pravilno omenila, usmerjena v to, da iščemo svoj razvoj in rast naše skupine predvsem na trgih jugovzhodne Evrope, izven Slovenije, glede na to, da smo ocenili, da je slovenski trg prvič zavarovalniško že zelo penetriran, hkrati kakšne bistvene rasti ob odsotnosti nekih večjih reform na področju zdravstva in pokojnin na področju zavarovalništva v Sloveniji ne pričakujemo. Pričakujemo pa bistveno večjo rast na teh trgih, še posebej na Hrvaškem in v Srbiji. Zdaj, kako to rast implementirati, na to vprašanje je možno več odgovorov, več strategij, več taktik, tako z organsko rastjo. Ena izmed možnosti so seveda tudi prevzemi že obstoječih konkurentov. Mi delamo na obeh področjih. Zadeve se premikajo, kje in kako daleč so, pa pač ne morem komentirati. Ali je že prišlo do pričakovanega sestanka z lastniki zavarovalnice DDOR in Triglavom? Teh sestankov je bilo kar nekaj, ne samo z konkretnimi lastniki, ampak tudi z lastniki ostalih potencialnih naših strateških partnerjev, če se tako izrazim, in so del nekega rednega proučevanja možnih rešitev, tako da zdaj spet konkretnih sestankov pa zaradi interesa poslovnega ne bi komentiral. Skratka, napovedovali so se, zato sprašujem, nekje proti koncu avgusta, ne? Kot rečeno, teh sestankov je bilo že nekaj, zdaj, če so se zgodili, kdaj se bojo zgodili in tako naprej, pa ne bi posebej izpostavljali. Kakšen delež pa ima skupina Triglav na recimo tem balkanskem trgu? Je v celotni regiji, mi temu rečemo Adria regija, se pravi, to so države bivše Jugoslavije in Albanija, je naš delež največji še vedno, predstavlja tam okrog 20%. Seveda, kot veste, pa je ta delež na določenih trgih, kot je na primer Slovenija, Črna Gora, Makedonija, višji, smo tržni vodja, nekje smo v povprečju, nekje smo pa v bistvu za tržnimi deleži, ki so manjši in ki so pod tem, kar si mi na nek srednji rok želimo. Zavarovalnica Triglav je tudi ob letošnjem prvem polletju imela zelo dobre rezultate kljub negotovosti doma v mednarodni evropski ekonomiji. Kako komentirate, oziroma lahko razkrijete, kaj je torej recept za dobre uspehe? Recept za dobre uspehe je ponavadi vedno to, da se držiš pri osnovnih principov panoge, v katerih posluješ. V naših primerih je pač to zavarovalniška panoga. Mi strogo delujemo po principih zavarovalne stroke, to je tudi nekako zapečeno v naši strategiji. In nekako, če si pri tem konsistenten, če se fokusiraš na stranko in tako naprej, potem rezultati prej ali slej pridejo. Zdaj, mi smo ob polletju, kot smo že tudi objavili, zadržali približno enak nivo obsega poslovanja. Zavarovalna premija nam je na ravni skupine se sicer znižala za dober odstotek, vendar je pa zanimivo to, da se nekateri trgi v regiji, kot
celota krčijo, med njimi je tudi slovenski trg, tako da smo na primer tržni delež v Sloveniji celo uspeli povečati in zdaj znaša okrog 37%. Kar se samega uspešnosti poslovanja tiče, smo preko dobrega poslovanja na tem tako imenovanem zavarovalnem delu in pa ob odsotnosti večjih slabitev na finančnem področju uspeli povečati polletni dobiček, ki je znašal tam okrog 56 milijonov evrov. Mogoče bi nam na koncu, gospod Ivanc, povedali tudi kakšno priporočilo ali pa pričakovanje, ki ga ima uspešna družba, kakršna je Zavarovalnica Triglav za nastajajočo vlado. Kaj pravzaprav gospodarstvo in družbe, tudi uspešne, seveda od nove vlade pričakujejo in to nemudoma? Zdaj, mogoče jaz ne bi opredelil kot nemudoma, ker ukrepi, ki jih po našem mnenju slovensko gospodarstvo potrebuje, so ukrepi, ki morajo imeti učinke ne samo na kratki, ampak predvsem na srednji in dolgi rok, če želimo, da se slovensko gospodarstvo in Slovenija kot nek prostor za uspešno bivanje gospodarskih družb izboljša, namreč trenutno na teh lestvicah konkurenčnosti gospodarstva nismo ravno na nekih najvišjih položajih. In predvsem bi tukaj izpostavil različne strukturne reforme, skozi katere bo Slovenija morala iti. Zdaj, sodbe so tukaj lahko različne, kdaj točno bi te reforme mogle biti sprejete, v preteklosti, prihodnosti. Po našem mnenju je vedno pravi čas za njihovo izvedbo. To so predvsem reforme na področju trga dela. Ta mora biti bolj fleksibilen, tudi to nam posebej izpostavljajo v tem poročilu o konkurenčnosti. Potem so to reforme, o katerih se že nekaj časa govori, zdravstvo, pokojnine. Tudi finančni trg je omenjen kot problematičen. Tako je, tudi finančni trg je omenjen kot problematičen. To je seveda bilo pričakovano in razumljivo, glede na probleme, ki smo jih imeli v bančnem sektorju. Te težave so zdaj, bom rekel, pač ta situacija je stabilizirana. Bančni sektor izgleda veliko bolj zdrav, kot je izgledal še dobro leto nazaj. Se pa zdaj kaže, da so težave še vedno pri podjetjih v realnem sektorju, ki so enostavno prezadolžene. Banke imajo denar, nimajo ga pa komu posojati. In tukaj se pravi podjetja bo treba razdolžiti in jim omogočiti skozi reforme, se pravi prostor, da bodo uspele prosperirati in na ta način potegniti potem gospodarstvo za sabo. Hvala lepa. Hvala vam.